Podjetje Roltek deluje že 25 let. Lahko rečem, da že od samega začetka razmišljamo trajnostno. Uporabljamo materijale, ki so okolju prijazni in imajo dolgo življenjsko dobo za uporabnika. Delujemo na 10 trgih okoli Slovenije. Lahko rečem tudi, da smo mednarodno podjetje. Samo podjetje zaposluje cirka 100 ljudi. Imamo podjetje tudi v Avstriji in aktivno tudi na Hrvaškem. Podjetje Roltek izdeluje rolete, žaluzije, komarnike, cipskrine in garažne rolovrata. Za proces trajnostne transformacije smo se odločili predvsem zato, ker želimo trajnostni vidik poslovanja narediti veliko bolj sistematičen in ga nekako, po domače, spraviti na papir in slediti tem korakom, ki si jih zadamo. Do zdaj smo s tem delali zelo kampanjsko, imamo nek notranji pogon, nek drive, da smo odgovorni, tudi imamo nek čut do sočloveka in tako naprej. Ta projekt trajnostne transformacije nam je pa omogočil, da zadevo lahko zapeljemo sistematično, da lahko mogoče se ustavimo za trenutek, malo reflektiramo, kaj smo do zdaj naredili in pa da mogoče iz teh trenutnih zadev, ki smo jih delali kampanjsko, naredimo neko stalnico. V našem podjetju Roltek smo se odločili za trajnostno transformacijo, predvsem zaradi uvajanja novih razvojnih produktov v celoten proizvodni proces. Predvsem pomembno je, da nek nov proizvod vpelješ čim bolj nemoteno v celoto podjetja. Predvsem je pomembno tudi pri uvajanju nekega novega razvojnega izdelka sama komunikacija med oddelki, katera lahko bistveno pripomore k čim manjšim težavam. Pred samim začetkom trajnostne delavnice sem bil precej bolj fokusiran na samo produktni razvoj. Kasneje se je pa izkazalo, da je ta pojem potrebno precej bolj široko razumeti in dojeti. Tekom vseh teh delavnic sem uvidel, da je naloga trajnostne transformacije firme, predvsem v dodatnem izobraževanju tudi naših kupcev, da bodo gradili bolj kvalitetno, da bodo objekti in sami vgrajeni produkti tudi imeli daljšo življenjsko dobo. S tem projektom smo ubesedili aktivnosti, katere smo izvajali že do sedaj, smo jih pa tudi dopolnili, jim dodali nove, ter vse skupaj zapisali v strateški dokument. Ne gre samo za dokument, vendar vsak zase doda doprinos. Projekt nas je pozicioniral na trajnostno-strateški zemljevid, ki gleda naprej za naslednja desetletja in ne kampanjsko za vsako leto naprej. Na teh delavnicah smo se predvsem začeli zavedati svoje pomembnosti v našem družbenem okolju, se pravi za naše sosede in pa širšo javnost. Vključevati smo začeli veliko mladih šolanih ljudi, pridobivati nove ideje, nova znanja. Roltekova trajnostna zgodba sloni na zelo močnih družinskih vrednotah lastnikov podjetja. S posebno pozornostjo sem tekom delavnic spremljala, kako direktor podjetja z neko posebno modrostjo prenaša na mlajše generacije odgovorne naloge, ki so povezane tudi s trajnostnim razvojem. Zdi se mi, da je to odlična osnova za nadaljnji razvoj podjetja z vidika trajnosti in tudi z vidika poslovnega uspeha.